Eno prijetno jutro vsem, ki ga preživljate v naši družbi, 9:10. Dobro jutro. Tjaša Fajdiga in Lenart Kobal, Tjaša iz Vipave, Lenart iz Štanjela, sta že v nizkem štartu, da se odpravita v Dubaj. Slovenijo boste zastopala na Expo 2020. To bo zdaj. Kmalu, začetek februarja, kdaj? 9. Praktično jutre. Bliža se odhod. Se bliža, ne? Kdaj odpotujete? 5. odpotujeva, to je sobota. Pol imamo pa nastope od 9. februarja pa do 16. Se pravi 7 dni nastopanja. Zgleda tako, kot da se poznata vidva že od nekdaj. Kako? Spoznala sta se, mislim, da na takrat na šovu, ne? Tjaša, ko si ti sodelovala. Ja, spoznala sva se na šovu Slovenija ima talent. Mislim, da je bilo to kar že na 3-4 leta nazaj. Res je? Ja, je bila taka lepa izkušnja in zdaj je prišlo do sodelovanja tukaj. To si, kako je prišlo do sodelovanja? Ja, v bistvu treba je povedati, če tu, midva sva se spoznala v zaodrju, Lenart je s kamero delal te posnetke iz zaodrja, no, pri Lenartu imajo tudi doma eno super vinsko klet. In sem jaz pol večkrat šla k njim na degustacijo penin, da imajo vrhunske penine in smo se pol tomu hramu tudi že večkrat zaklepetali. Ja. Tako da, pa se čas nismo videli med to pandemijo in en dan mene kliče Lenart, če bi šla mogoče na kavo, da bi me nekaj rad vprašal, in sva se pol res dobila na kavi in mi je povedal za ta projekt. In če bi jo sodelovala zraven, me je vprašal. A jo je bilo treba dolgo prepričati? Ma niti ne, no. Je bil kar uspešen. Smo hitro pol. In to je bilo to. Mogoče še za naše poslušalce, smo živo tudi na našem Facebook profilu Radio Robin, tako da nas lahko seveda tudi vidite. Zdaj me zanima, nista edina v ekipi, koliko vas je? Načeloma 4, ampak v razširjeni ekipi nas je pa 6. Se pravi, imamo zvočnega producenta, Domna Gracija, to je tudi moj producent, pa Matic pred nami. On bo imel čez ostale tehnične stvari, Lenart kot glavni producent, jaz kot nastopajoča, pa imamo pa še Tjašo Žibert, ki je dela koreografijo, Anže Vrabec nam je delal klavirske spremljave. Tako da je kar velika ekipa na koncu. Velika ekipa. Zdaj, preden gremo prav v detajle, kako bo izgledal nastop, kako potekajo priprave, jaz predlagam en kratek glasbeni predah. Tjaša, tvoja skladba, čas te bo pokril in potem nadaljujemo z debato. Da povem, ker nima smisla v sebi držati vsega. Le še to in grem, pa laži njej, da imaš jo rad. Ne hodi, ne prosi, mi buketov ne nosi, ker laži resnici škodijo. Zunaj pika, a mene štetokrat manj zebe. Zunaj brige, a mi boljše je brez tebe. Čas te bo pokril, solze ohladil, jutri bo le še en dan. Bodi s njo druge, ker ljudje govorijo resnice v obraz, čas pa bo podskril tvoj glas. Čakaj me, so leta s tabo vse za nazaj brišem. Manj boli kot je, a stečem stran za vsak slučaj. Ne hodi, ne prosi, mi buketov ne nosi, ker laži resnici škodijo. Zunaj pika, a mene štetokrat manj zebe. Zunaj brige, a mi boljše je brez tebe. Čas te bo pokril, solze ohladil, jutri bo le še en dan. Bodi s njo drugi, ker ljudje govorijo resnice v obraz, čas pa bo podskril tvoj glas. Tvoj
Tjaša Fajdiga in Lenart Kobal sta naša jutranja gosta v studiu Radia Robin. Uživo smo na našem Facebook profilu tudi, tako da nas lahko spremljate. No, Tjaša in Lenart se odpravljata v začetku februarja v Dubaj, kjer bosta na mednarodnem festivalu Expo 2020 predstavljala Slovenijo. Zdaj, nekaj smo že govorili, ampak pridemo zdaj do bistva, ne? Kako bojo zdaj ti nastopi izgledali? Kaj bojo lahko recimo obiskovalci Expa videli? Ja, to bo vse v bistvu osredotočeno na čute. Naš slogan predstavitve so Let your senses be blown away. Vemo, da imamo tudi burjo prisotno v naši burje je noter, ne? Začinimo. Drugače bo pa tu res eno tako doživetje čutov. Poslušalci bodo v centru dogajanja, okrog njih bodo postavljeni zvočniki, se pravi, bodo soočeni s prostorskim zvokom. Ja. Jaz bom tam kot glavna nastopajoča, na video ekranu se bo predvajal material iz naših lepih krajev. Polurni video. Ja, slišali bodo ameriškega govorca, ki jim bo v bistvu opisal njegovo potovanje skozi vse te kraje. Vse res poudarjeno, govoril bo v prvi osebi, kaj je vse doživel. Se pravi, bodo dobili en tak občutek, kot da so v teh krajih že bili, zaradi te prve osebe, tega naratorja. Slišali bodo 5 točk, oziroma slišali in videli, to bodo pevsko-plesne točke, pa ena bo tudi recitacijska vmes. Tako da bo res en tak prelet občutkov in doživeti. No. Pa še poigravali se bomo tudi malo z učinki arome. Kako, zdaj to neki posebni efekti, ali kaj? Ja, bodo tudi v bistvu dišavni efekti. No. Tako, ja. Po čem bo dišal? Posilki. Se bojo umirili ljudje, da se ne bojo preveč. Tam nek po vinu nasmediš. Ne. Koliko je pa obsežno to, recimo? Koliko časa traja, koliko nastopov? To po moje je kar zahtevna zadeva, ne? Je kar polurni nastop. Vse skupaj traja, se pravi, vmes pa itek so nastopi. Koliko je 5 nastopov bo na dan? Na dan. Ja, se pravi 35 v enem tednu. Wow, prvi bo ob 11 zjutraj, zadnji pa ob 8 zvečer. To morate imeti kar kondicija, koliko treniraste. Le kondicija na meni, jaz sem zdaj malo zgubila. Ampak ja, nekaj bo treba, no. Na srečo niso te točke originalno dolge točke, se pravi, da bi bila vsaka po 5 minut, so skrajšene, ampak še zmeraj bo treba zdaj malo polente jesti in kakšne uteži dvigovati. A te priprave na vse skupaj so, po moje, tudi koliko časa je to trajalo, da ste se pripravili na tak velik projekt? Vse skupaj smo septembra, od septembra, ja. Se lotili, tako da zdaj par mesecev kar intenzivno nože. Verjetno, kaj boste imeli oblečeno, imate že zbrano? Imamo zbrano, sicer je še v zdelavi, zdaj moram iti kaj do šivilje pogledati, kako kaj napreduje. Ja, je treba na grelih prav neka navadna zadeva, za tiste kraje je treba biti lepo kulturno pokrit. Ja. Ampak vsi mislim, da bo lep kostum na konci. Bomo videli po slikah. Ja. Trije kostumi so v zdelavi, ker si ne predstavljam, da bi imela vsak dan 7 dni zapored. Ja, seveda bi malo bi publika šla kar ven. Ista si kar ven, če bi pomagala. No, del te predstavitve je tudi povezan z tvojo skladbo, je tako? Ja, moja skladba bo zaključek. Gledali smo, da je za vsako mikroregijo oziroma vsak posamezen del mediteranske in kraške Slovenije uporabimo nek highlight, neko skladbo in za Vipavsko dolino bo ta skladba izbrana moja. Odlično. Ja. Pri vsem skupaj, kaj vam recimo je tako, boste vsak povedala zase, kaj vam je recimo predstavljalo največji izziv tako ali pa neki pri tem projektu? Mislim, da kar obema največji izziv tukaj je kar COVID predstavlja. Ostati zdrav, ali kako? Ja, ostati zdrav, predvsem zdaj zadnje 2 tedna, pred odhodom, ker ni več časa, da bi bili v karanteni doma. Ja, pa tudi fajn bo, če bomo lahko šli dol, da bo kdo pozitiven, ker pol nam odmanjka kar dober del ekipe. Ja, tudi zame je bila korona. Tista, smo imeli plane, kako bomo takoj začeli s koreografijo
koreografijskimi vajami po novem letu, pol je moja koreografinja odmanjkala, pa sem jaz odmanjkala, tako da pa se je tu vse zamaknilo za 3 tedne, ampak... Ma bode. Zdaj Pa seveda ostanite bo. zdravi do takrat in bo. Ja. In to je to. Še me zanima, zdaj 5-članska, 6-članska razširjena ekipa, Ja. sta prej rekla, kdo je tisti, ki najbolj ukaže, reče, tako bo, pa než drugače. Ali je Lenart. to zelo tako? Kdo je Lenart. Mislim, da se tukaj lepo usklajujemo vsi tako. Ja, Da res je, ja. Dobro, Super, dobro. Vse pogliha. naredi svoje delo, ja, Ja. in je zadeva rešena. Smo res fajna ekipa, jaz se prav veselim, no, da gremo dol. Jaz in 3 fantje. To se mi zdi, da je zelo zabavno. En zelo, zelo velik projekt je tole. Si boste potem, ko bo konec, vzela kaj časa tudi zase, ko boste že v Dubaju za kakšno razglede? Ja, neki dni smo si pol tudi rezervirali malo dopusta, da tudi kaj vidimo, no, ker tisti teden bo kar intenzivno. obvezno. Ja. Ja. Tako da ja, si planiramo malo gledati Dubaj in okolico. No. Bo tudi zasluženo dišemo. Ja. Ja. Bo, ne, da? Mislim, da bi bil kriminal, če ga ne bi bilo. Tjaša, čim več storijev, da narediš, da bomo mi to lahko spremljali. Ne, Absolutno. Obema pa res čestitke, je kar uspeh to, ne, Hvala. za ustvarjalca. Je res, ne? Ma ja, sva zelo hvaležna, no, da bova imela to možnost iti v Dubaj, no. Ja. In predstaviti našo regijo. Ne? In predstaviti Tako, našo regijo, ja, res je. Verjamem, da bo uspešno. Vi kar korajžno. Želimo vse dobro in potem, ko se vrneta, boste pa še kaj podelili z nami, kako je bilo. Kako je bilo? Z največjim Ja. veseljem. Tjaša Fajdiga, Lenart Kobal, hvala za obisk v studiu in srečno, ko se odpravite. Hvala Hvala vam. vam. Ja.